Diplomat, redni profesor, pisatelj in še bi lahko naštevali. Dr. Milan Jazbec je tudi prvi, ki je napovedal kandidaturo za predsednika republike na jesenskih predsedniških volitvah. Dr. Milan Jazbec, pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu na pogovoru. Dobar dan in hvala lepa za povabilo, me veseli. No, v diplomaciji, politiki, novinarstvu, gospodarstvu delujete že dolga leta. Že pravzaprav 30 let ste v diplomatski službi. Zakaj ste se zdaj po vseh teh letih odločili še za kandidaturo na predsedniških volitvah? Ja, pravzaprav v bistvu zaradi tega. V jeseni, mislim, da sočasno s pričetkom kampanje bo minilo 30 let, odkar sem se iz Krškega, iz papirnice, odpravil v diplomatsko službo. Predtem sem bil 5 let v papirnici, v gospodarstvu, nekaj časa kot novinar, celo 1 leto politike imam za sabo na samem začetku kariere. Mislim, da je sedaj nekako napočil čas, da so dozrela ta moja spoznanja in izkušnje in da lahko to, kar sem dosegel do sedaj, nekako ponudim, delim z vsemi tistimi, ki to potrebujejo, ki si to želijo, ki jim lahko morda prav pride. Mislim, da je to ena načelna, recimo poštena, moralna drža tistega, ki je pač naredil neko kariero in lahko nekaj ponudi ostalim, za zgled, za oporo, v kritično presojo. In mislim, da to, da sem desetletja v diplomatski službi, je morda celo najboljša iztočnica za tako odločitev, torej za kandidaturo na predsedniških volitvah. In veste, to tudi vidim kot vrh moje dosedanje kariere, kot nek logičen nadaljevanje, kot neko logično nadaljevanje v to smer. Delovali ste pravzaprav veliko v tujini, tudi veliko v Sloveniji, v državnih strukturah. Kaj so vam vse te izkušnje dale, tako v tujini kot tudi v Sloveniji? Je to mogoče širši pogled na situacijo? So to izkušnje v političnem prostoru, o političnih tokovih? Ja, vse to pravzaprav, ampak to je preveč enostavno odgovor. Morda je najpomembnejša izkušnja bila takrat, ko sem za 29 leti postal v Krški papirnici direktor kadrovsko splošnega sektorja. Sem takrat imel 300 sodelavcev v tovarni, ki je štela 3000 ljudi, bil sem med 10 najpomembnejšimi po hierarhiji. In v bistvu, če bi za današnjo terminologijo govoril, šlo je za tako strateški menedžment, strateško vodenje v velikem mednarodnem holdingu na visokem nivoju. To je bila za mene najpomembnejša izkušnja v mojem življenju. In pozneje se je ta izkušnja dopolnjevala v diplomatski službi, oplemenitila. Nek podoben izziv so bila tista 4 leta od decembra 2000 do novembra 2004, ko sem bil državni sekretar na Ministrstvu za obrambo kot diplomat. Torej podobno menedžersko delo, ampak speto, jasno, neposredno v širši mednarodni prostor, Evropa, Evropska unija, NATO članice. In vse to seveda človeku da velik premislek, izkušnje, dobiš občutek za to, kako svojo državo opazovati v širšem mednarodnem prostoru, vidiš, kako jo ljudje, ki so na visokih položajih v mednarodnih strukturah, cenijo, zaznavajo, kako te sprejemajo in seveda to vse te obogati, te naredi samozavestnega, te naredi zlasti pogumnega pri zastopanju svoje države v tujini. Jaz sem delal v 16 različnih državah, ampak seveda ti tudi da nek pogum, da potem, ko si doma in se pogovarjaš in govoriš o teh temah, govoriš z neko odločnostjo, premislekom, samozavestjo in se ne predaš tistemu vplivu vsakodnevnih impulzov, kritičnih, kritizerskih, ki pritiskajo na vsakega od nas in ki te včasih odpeljejo v neko smer, da potem ne vidiš, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je tista rdeča nit. Iz tega bi verjetno potem tudi črpali delovanje kot predsednik republike. To je prav gotovo. Prav gotovo za tako funkcijo treba imeti kar precej poguma, odločnosti, premisleka, resnosti, pa seveda tudi neko sposobnost, za to včasih poveš v enem sproščenem vzdušju, na sproščen način, kajti navsezadnje vsi smo ljudje, vendar ne, pa je mora imeti ta sproščenost eno jasno vsebino, ki se je najbolje jo podajati s toplino, kajti če gre samo za neko sproščenost, ki je prazna, se to hitro začuti in dosežeš nasprotni učinek. To je morda še posebej očitno v mednarodnih odnosih, v mednarodni politiki, ki predstavlja svojo državo in kjer vsakoga zanima, kaj je pa to tisto, kar
je kvalitetno, plemenito, pomembno v Sloveniji in kar lahko se nekomu drugemu ponudi na področju politike, diplomacije, kulture, gospodarstva, kjerkoli. Torej pomeni, če imaš širok nabor raznovrstnih izkušenj, potem do tega prihaja nekako samoumevno, morda že zelo spontano. Zdi se, da je vsebina tista, na kateri gradite bolj kot na formi. Tako, jasno. Lejte, če si 30 let v diplomatski službi, moraš formo itak obvladati, to pač del poklica, če tako rečem. Seveda, forma, to je forma, to je oblika. Vsebina pa ne pride tako sama po sebi naučena. Vsebina mora biti odraz enega procesa zorenja, raznovrstnih izkušenj, šolanja, pogovorov, razumevanja, tako najbolj zahtevnih procesov vsake države, kot najbolj preprostih odločitev, dejanj, misli, s katerimi se oplajaš, ko se pogovarjaš z ljudmi, od povsem običajnih poklicev do najbolj zahtevnih, in seveda potem na ta način se ti izoblikuje eno vsebinsko pretanjeno poznavanje svoje države, tistega, kar se v državi dogaja, in seveda kako potem to uporabiti za bolj kvalitetno promocijo in za to, da tam, kjer so interesi podobni našim, pride do nekih skupnih projektov, dogovorov, gospodarskega sodelovanja, ne nazadnje tudi zavezništev, kadar je treba neko kandidaturo podpreti, kadar je treba sprejeti nek skupen predlog, ali pa recimo, kadar je treba neko zadevo rešiti v nekem skupnem dialogu, dogovoru, kar je morda na prvi pogled težko, ampak če ugotoviš, da imaš vrsto enakih pogledov, nekih vsebinskih pristopov, je to potem morda lažje. Morda to zveni sedaj preveč splošno, ampak seveda, če to delaš leto z letom, desetletje za desetletjem, potem je to ena velika pridobitev, ki je ni lahko pridobiti, ki se mora nalagati. In tudi zato sem se odločil po teh desetletjih izkušenj za to predsedniško kandidaturo. Če bi se za to odločil pred 20 leti, bi sam vedel, da mi veliko manjka in da bi bil manj samozavesten, oziroma bi pri kakšni stvari bil negotov. Samozavestna je tudi odločitev, da v to tekmo vstopite kot nestrankarski kandidat. A ni to mogoče tvegana odločitev? Nimate namreč za sabo podpore stranke, ki bi mogoče svojim volivcem nekako prišepnila, da ste vi pravi kandidat. Še več, zbrati boste morali 5000 podpisov, tudi finančna sredstva to prinese za sabo. Zares mogoče tvegana odločitev? Ja, gotovo je tvegana, kajti rezultat ni znan, oziroma celo tako po nekih anketah javnomnenjskih, še do pred nekaj mesecev je bila taka odločitev skoraj že nesmiselna, danes seveda se popolnoma drugače kaže, Je pa to seveda izziv, to je velik izziv, če rečem mečkim poslovno, to je velik izziv, velik projekt in se lahko tako rečem. Če sem bil pri 29 letih sposoben v Krškem papirnici voditi tiste procese v tako zahtevni panogi, kot je proizvodnja celuloze in papirja, tako mlad pravzaprav, se mi zdi, da je, če bom uporabil vse izkušnje iz tega časa v mestu, o kateri sva že govorila, bo tak projekt potem bistveno manj tvegan, bo obvladljiv oziroma je obvladljiv in ga bo možno pripeljati do konca z veliko verjetnostjo za uspeh. Je pa seveda tak projekt, večstranski, kot ste rekli, moraš imeti svojo ekipo, postaviti organizacijo na terenu, poskrbeti za finance, poskrbeti za vsebino, kako to vsebino predstaviti volivcem in tako naprej, ampak neodvisna pozicija, neodvisna država ima tudi svojo veliko prednost. Kajti pomeni, da te ne morejo uvrstiti v nek predal katerekoli politične stranke, kar sicer samo po sebi ni nič slabega, je čisto normalno, ampak za predsedniško funkcijo pomembno, da sežeš preko teh strankarskih interesov, legitimnih, legalnih, in da ne govoriš tako veliko število volivcev, kot ga nobena strankarska opcija ne more zadostiti. Približno, če rečemo približno, v Sloveniji je potrebno 500 000 glasov, da lahko zmagaš na volitvah. Torej pomeni, da moraš biti sprejemljiv za zelo veliko, izjemno veliko število volivcev, in jaz sem prepričan, da v državah, kakšna je Slovenija, je to predvsem možno za neodvisno politično držo, če kandidat ne prihaja iz operativne politike. Pa menite, da boste dosegli tako veliko število volivcev, da bodo tudi oni prepoznali to vsebinsko in tudi pomen te neodvisne drže? Ja, jaz seveda računam s tem, kajti sicer se pri teh letih ne bi spuščal v neko avanturo, kar tako zaradi avanture same po sebi, ampak seveda rezultat bomo izvedeli na koncu prvega kroga, na koncu drugega kroga. Jaz mislim, da ja, veste, to vidimo, v vsake vrstnih razpravah, tudi mi lahko o tem marsikaj rečemo, da si ljudje vedno bolj želijo
ene odprte besede, preproste, iskrene, tudi kadar nekaj ne veš, boš pač povedal, tega ne veš, ne pa da se skriva za nekimi izgovori, nekimi frazami ali pa za neko prazno vsebino, kajti potem nas to zlahka pripelje do nekega stereotipnega izraza, češ, politiki vsi ste isti. To sicer ne drži, ampak v veliki meri pa lahko tudi drži. Tako da mislim, da je neodvisna kandidatura na predsedniških volitvah, kjer se voli posameznika, človeka kot takega, v tem smislu prednost. Je pa seveda velik izziv, ko ste rekli, kako zdaj najširšemu krogu volivcev predstaviti, da je Milan Jazbec z vsem tem, kar posebej, kar ima in ni samo umevno všečen vsakomur, ne? Tisti, ki je pravi, ki je morda najboljši, ki je tisti, katerega se splača voliti, ampak to je pa seveda izziv za mene, za mojo ekipo. In če primerjam dosedanje predsedniške volitve v Sloveniji, jaz mislim, da je to izvedljivo. Kako se boste lotili tega izziva? Sem se ga že lotil, že pred pol leta. Ne. V bistvu sem se tega izziva konkretno lotil lani ob koncu leta za božične praznike, smo se začeli pogovarjati o ekipi in tako naprej. In od tedaj je minilo 7 mesecev, čez 5 mesecev bo prvi krog za nami. Torej, tisti časovno večji del je bil že opravljen. Jaz imam ekipo, delamo na terenu, delamo preko socialnih omrežij. Tudi ta intervju recimo je eden od vidikov, kako predstaviti najširši lokalni publiki v Sloveniji, kaj sem, kdo sem, zakaj se zavzemam. In seveda tudi vsako let, ko se govori v slovenski javnosti in v medijih o predsedniški kandidaturi, o predsedniških volitvah, omenijo. Zraven aktualnega predsednika, gospoda Paharja, so kandidaturo najavili še ti in ti. Ta je, ne vem, diplomat, ta je župan, drug je, ne vem, karkoli že. Torej, to vse potem pomeni približevanje ljudem, prepoznavnost in hkrati ob vsem tem, ko se pove, kaj je kdo izmed nas, se tudi že ustvarja neka prepoznavnost razlik med vsemi kandidati in to je dobro za politični proces, to je dobro za kandidaturo, ker jaz sem prepričan, da kandidatura in pa kampanja za predsedniške volitve mora biti pestra, bogata, kvalitetna, da se lahko volivci odločajo, kakorkoli se že odločajo, od nas je pa odvisno, da jih prepričamo vsak v svoj prav. Ne? No, ko ste omenili pestra kampanja, napovedani vaši protikandidati, gre za zanimivo, pravzaprav kar za zanimiv nabor kandidatov. Kako bi vi ocenili trenutno stanje? Ja, seveda, zelo zanimivo, ne? Morda bi lahko rekli, da bi pričakovali, da bodo stranke že predlagale svoje kandidate, kajti časa niti ni več tako veliko, ne glede na to, da so prihodnje leto parlamentarne volitve, morda je to eno presenečenje, to je lahko odrast nekih taktičnih preigravanj, premislekov ali morda tudi kakšnih kalkulacij, kdo bo tisti, ki je lahko najboljši za posamezno stranko. Potem imamo zdaj kar, ne, 3 smo že neodvisni kandidati, ko smo najavili, ki izzivamo sedanjega predsednika. To je tudi že kar velika številka, tako da če bo še, jaz mislim, da se zlahka z nas zgodi, da nas bo tam nekje 7, 8, 9, kar je kar veliko za predsedniško tekmo. Vprašati se moramo ali pa imeti v mislih, ne, torej jaz sem na moji najavi poudaril, da je ambicija okrepiti in pa povrniti predsedniški funkciji državniško držo. To pomeni ena premišljena drža, resna, vsebinska, predsednika kot najvišje moralne avtoritete v državi, ki povezuje in seveda, ko se posamezniki odločamo za predsedniško kampanjo, jaz mislim, da je prav, da imamo to v mislih, kajti če tega nima človek v mislih, se pravica, ki je zapisana v ustavi, da lahko vsak polnoletni državljan kandidira za predsednika republike, zlahka sprevrže v neko parolo, če se lahko vsakdo predsednik. To je res, ampak če vzamemo funkcijo zelo resno, vsebinsko, se hitro potem postavijo neki kriteriji, neko rešeto, ki potem to vse preseje. Ne? Ampak zdi se, da ravno to pravico, da lahko vsakdo kandidira na predsedniških volitvah, pa mogoče ne zgolj v slovenskem prostoru, pravzaprav tudi na svetovni ravni, da nekako vse bolj izrabljajo mogoče celo tudi tisti, ki pravzaprav nimajo niti političnih izkušenj, niti gospodarskih, mogoče se gibljajo v popolnoma drugih vodah, pa vseeno zaradi prepoznavnosti pridejo daleč. Ja, to je en normalen vidik tega procesa, ki je po svoje všečen, koristen, uporaben, z kakšnekoli vidika že. Ne. Jaz bi te tako rekel, fino je, če se posamezniki opogumijo in uporabijo to pravico za svoj ta nastop, da se pokažejo. Ne.
Mislim pa, da je pomembno pri tem, da ima človek res neko prepričanje, da lahko prinese nekaj vsebinskega, da obogati kampanjo, obogati tekmo, pa če bo izvoljen ali ne bo izvoljen. Mislim pa, da ne bi bilo najbolj pošteno, iskreno, če se gre v tako kandidaturo, kar tako, da človek malo dela na svoj reklam. Mislim, da to ne bi bilo v osnovi pošteno, pa je vse, kar jaz mislim, da bodo, če bodo taki primeri, če so taki primeri, volivci to prepoznali. Kajti jaz mislim, da slovenski prebivalci Slovenije so zelo načitani, spremljajo medije, mednarodno politiko in mislim, da lahko hitro ugotovijo, kdo je tisti, ki ima kaj resnega ponuditi, kdo je pa tisti, ki se pač to gre kar tako, ker se mu dobro zdi in ker ima pravico. In v končni fazi, zakaj pa ne? No. Vi poudarjate v svojem nagovoru zelo moralno, predsedniško držo. Tako je. Kaj pravzaprav to pomeni, da je predsedniška drža? Kaj je predsedniška drža? Kaj je ta moralna drža? To pomeni, da predsednik s svojim delovanjem, svojo osebo, svojim pojavljanjem, s tistim, kako govori, kaj govori, kakšne ima poudarke, kdaj se oglaša, tudi kdaj se ne oglaša, postavlja neke standarde civilizacijske, kulturne, politične, etične, moralne in skozi to potem gradi podobo predsednika in svoje države. To je velika predsednikova moč, kdorkoli že to funkcijo izvaja, ne, da s tem, ko se oglasi, pove svoje mnenje o aktualnih družbenih vprašanjih, problemih, nekih temah, s tem zastaviš nek moralni okvir, pokažeš prebivalcem, kaj misliš in potem se lahko vsakdo primerja s tem, se to vzame za nek kriterij in to je funkcija predsednika. Ne. Recimo obiskovanje krajev po Sloveniji, prireditev srečevanja z ljudmi, najrazličnejšimi, to je ena od teh pomembnih nalog predsednika in skozi to najširša javnost poznava predsednika, kakšni so njegovi svetovni nazori, je strpen, je odprt, je širok, posluša ali je tak, ki prispeva k nekemu mirnemu vzdušju in tako naprej. Ampak seveda, to ni dovolj. Ne? Predsednik potem mora vse to, kar sliši od ljudi, če tako rečemo, kako živijo, česa si želijo, kaj jih tare, kaj jih veseli, na nek ustrezen način prenesti v politiko, tistim, ki ustvarjajo zakone, ki krojijo razmere v naši državi. Recimo v pogovorih, v komunikaciji s predsednikom vlade, s predsednikom državnega zbora, morda za varuhinjo človekovih pravic, s predsednikom protikorupcijske komisije in tako naprej. Kajti potem ljudje vidijo, ne, da ko se pogovarjajo s predsednikom, da on potem razume njihove potrebe, želje in to prenaša tistim, ki ne bi se za to pobrigali, da bodo to uredili. In v tem je ta moralna predsednikova moč, da vzbuja zaupanje, da vzbuja vero v institucijo, v sebe in pa tudi, da ima avtoriteto, da mu drugi, ki izvajajo to politiko, prisluhne in da ga upoštevajo. No, tu ste že omenili nekako to razmerje med funkcijo predsednika države in na drugi strani parlamentom, vlado in tudi ostalimi institucijami. Kakšen vpliv ima tu predsednik v slovenskem sistemu? Jaz mislim, da ima predsednik velik oseben strokoven vpliv. Jaz ne poznam podrobnosti, tudi se nisem niti še pozanimal za njih, ampak recimo več manj kot vemo iz dosedanje prakse, prav je in dobro je, da med predsednikom države in predsednikom vlade poteka neka redna komunikacija, redna srečanja, kjer se oba pogovarjata o aktualnih temah, zadevah, da predsednik skozi svoje poglede zastavi nek moralni širok okvir, recimo, da ima v mislih vedno, da je Slovenija socialna država, pravna država, država, kjer živimo različni ljudje z različnimi opredelitvami, da opozarja na strpnost, da opozarja na probleme korupcije, kateri problem je tudi to za predsednika vlade, so to posebni, pomembni moralni, vrednostni orientirji za neko izvrševanje, oblikovanje konkretne politike. Če je tu neka vsebinska usklajenost, vsebinska sinergija, ne, lahko potem rečemo, da je predsednik države tisti, ki nekako pooseblja neko vizijo razvoja države, ki jo tudi oblikuje skozi stike s prebivalci, z ljudmi, ne, in da je potem pa vlada tista, ki nekako poskuša to neko vizijo, ki jo imajo prebivalci, nekako preoblikovati v neko konkretno izvršno politiko. Zdaj ne govorim o tem, da mora biti predsednik države tisti, ki ga ostali poslušajo, ampak gre za nek pretok teh spoznanj in za neko komunikacijo, potem to ustvarja
vtis čvrstosti, stabilnosti državi, nekega sodelovanja v politiki. Podobno velja za parlament. Recimo predsednik ima po ustavi priti v parlament oziroma državni zbor, nagovoriti poslance in spregovoriti o tistem, kar je pomembno za državo, se oglasiti recimo ob različnih vprašanjih in potem se skozi to vidi, kako poteka ta odnos med institucijami in ko prebivalci, ko državljani vidijo, da je to utečeno, da je to nekonfliktno, da je to koristno, imajo potem tudi večje zaupanje v državne institucije in bo manj verjetno v takem primeru očitkov, češ politika pokvarja vse istine, kar ni res. Ne? Vi ste že izoblikovali tudi nekaj vrednot in izpostavili tiste, katere se vam zdijo najpomembnejše v seveda lastni predsedniški vlogi. Katere so tiste, zakaj ste jih izpostavili? Jaz sem v tisti moj pogled 2017-2022 se imenuje to neko sodišče, ki je dejansko neke vrste program, poudaril recimo 3 besede pa 3 misli. Blaginja, svoboda, sožitje. Pri tem izhajam iz tega, kako ustava opredeljuje Republiko Slovenijo in kako to mora v vsakdanjem življenju izgledati. Torej, blaginja. Slovenija je socialna država. Torej, država, v kateri imamo uspešno gospodarstvo, ki lahko zagotavlja visok materialni standard, iz tega izhajajo učinkoviti socialni servisi, zaposlitve, službe in potem v taki državi so lahko ljudje po eni strani varni, svobodni, se počutijo varne, še posebej, kada deluje pravna država, to je drugi del, svoboda. Če se mi lahko zanesemo na delovanje pravne države, če vemo, da bodo neke določene pravice, ki jih uživamo, vsakeč izpolnjene, da ne bo krivic, da bodo krivice, ki so se komorkoli zgodile, poravnane, da bodo pravosodni sistem deluje učinkovito, hitro, potem se počutimo varne in svobodne. In seveda potem bomo tudi strpni drug do drugega, se bomo med sabo razumeli, imeli bomo nek normalen odnos med nami in do narave, ne bo prihajalo do nekih ekoloških katastrof in ekscesov, kot to prihaja. In seveda v tem smislu jaz pojmujem blaginjo kot dobrobit vseh, ne na račun enih, katerihkoli, ampak ustvarjati standard, kot imajo recimo nordijske države, Švedska, Danska, Norveška, to so države, ki so med najbolj bogatimi na svetu, ljudje so med najbolj srečnimi in družba deluje, funkcionira. Torej, blaginja kot standard v tem smislu. 3 misli, ki sem jih zapisal tam, torej, mi moramo doseči, politika mora doseči, predsednik mora opozarjati, da v Sloveniji ne bo revščine. Naprej, mladim je treba dati priložnost, zaposlitveno možnost, za to, da lahko pokažejo, da se preizkusijo. Mladi morajo verjeti in zaupati v to družbo. Jaz sem nekje bral, kako veliko mladih ocenjuje družbo, da ni nič mogoče storiti, spremeniti, da jih niče ne razume in pa mladi ne potrebujejo direktno nujne denarja, potrebujejo priložnost, torej delo. Starejši, tiste generacije, ki odhajajo iz zaposlitvenega procesa, morajo vedeti in dobiti tisto, kar so si skozi svoje celo življenje svojim delom zaslužili. To je spet povezano z blaginjo. Tu ne dodam, ko sem tole pisal, niti nisem si pričakoval, kako točno bom zadev tisto, kar skozi pogovore sedaj spoznavam. Recimo v pogovorih vedno bolj ugotavljam, koliko je v Sloveniji ljudi, ki živijo v težkih materialnih razmerah. Recimo kar v revščini. Torej za mene je to osupljivo spoznanje. Slovenija, država, tako razvita, s tako vitalnim gospodarstvom, mislim, da je to nedopustno in se to ne sme dogajati. Pa ne govorim zdaj samo o tistih, ki so brez službe, tudi tisti, recimo, ki imajo službe s tako nizkimi dohodki, da živijo na robu preživetja. Predsednikova vloga v tem primeru bi bila torej opozarjanje na to, da ne živijo vsi v razmerah, v katerih bi mogoče pravzaprav jim pripadalo, glede na to, v kakšnem stanju je naša država. Tako je. Lejte, recimo zanimivo, mislim, da pred 3 tedni nekaj takega je varuhinja človekovih pravic poslala v parlament, v obravnavo, v razpravo, torej v državni zbor, poročilo o revščini v Sloveniji in ugotavlja, da je to temeljni problem v Sloveniji. Torej, zdaj, če mečkim pritravam, mi bi ob tem morali zagnati vik in krik, kako je to mogoče, če v Sloveniji je revščina problem. Govorimo potem po eni strani o težkem materialnem stanju velikega števila prebivalcev te države, govorimo o kakšni perspektivi naših otrok, če vidijo, da živijo v državi, kjer vlada revščina.
kako to vpliva na počutje, na neko vizijo razvoja, neke ambicijo po družinah, po zadovoljstvu, po blagostanju. Torej, to so problemi potem, ki izhajajo iz tega. Jaz upam, da ni tako hudo, ne, kot zdaj midva govoriva in kot lahko sklepava iz teh različnih dokumentov, ampak že to, da se o tem govori, meni je pred dnevi en visok cerkveni dosjasnik v Sloveniji, s katerim sva se pogovarjala tako o različnih temah, ne, mi je potrdil to revščino, rekel, poglejte, mi je dejal, veliko ljudi, ki prihajajo k meni na pogovore, mi toži, da živijo v težkih materialnih razmerah. To ni v redu. To za slovensko državo ni v redu in jaz upam, da bomo o teh temah govorili v predsedniški kampanji in zato je treba imeti poseben tehten premislek, se spustiti v kampanjo in se o tem pogovarjati. Ne. Jaz sem seveda vesel, ne, tudi jaz mislim, da sem sproščen, vesel človek, ne, ampak to nas ne sme odvrniti od vsebine in od pogovora o teh temah. Druga tema, ki ste jo izpostavili, je bila svoboda. V Sloveniji svoboda naj bi bila zagotovljena že z ustavo, pa vendar... Seveda smo svobodni, ne? Seveda smo svobodni, živimo v miru, nismo v ničemer ogroženi. Jaz svobodo predvsem razumem v tem, da mora delovati pravna država. Ne? In seveda ponovno, ko se ozremo naokoli, ko poslušamo, o čem mediji poročate, govorite, razpravljate, o čem ljudje govorijo, ne? Tudi statistika o tem veliko pove, vidimo, da pravzaprav, da se pravna država zelo veliko težavo udejanja vsakodnevne življenje. Postopki pred sodišči trajajo dolgo, veliki sodni zaostanki so, ljudje se pritožujejo na mednarodne instance, ker imajo vtis, da ne dobijo zadoščenje svojih pravici doma. Torej, to je vse, ne? Svoboda, kajti, če ne vem, če nimam jamstva, ne, da bo pravna država delovala. V mojem vsakem konkretnem primeru se počutim utesnjenega, negotovo in sem zaskrbljen. Torej ne morem biti svoboden, sproščen, uživati življenju v družini, načrtovati družino, gledati naprej, kupiti stanovanje in tako naprej. V tem smislu govorimo o tej svobodi. To je ena svoboda, ne, bi rekel že, ki je drugačna od tistega, ki je, recimo, živi v državi, kjer se pravkar končala vojna ali kakšen konflikt. Ampak seveda, mi živimo v zelo razviti državi, v zelo razvitem okolju Evropske unije in zato je seveda treba pojmovati svobodo v taki zelo nijansah, če tako rečem. Ne. No, mogoče se nekako povezujejo vse vrednote, ki ste jih izpostavili, tudi svoboda, sožitje in blaginja. Sožitje tudi verjetno tu v nijansah govorimo. Ja, tudi. Lete, papež Frančišek je mislim, da pred kakim mesecem dni v eni svoji izjavi rekel približno takole, da je temeljni problem sodobnega človeštva, da smo se ljudje odtujili od Boga in od narave. Primer Kemis, ne, recimo. Ne. Kako je, lete, mogoče, da nekdo ne spoštuje okoljskih standardov, ki so v Evropski uniji zelo visoki, zelo zahtevni. In ko se to zgodi, kakšne so posledice? Uničevanje okolja, v katerem mi živimo. Gre za zrak, ki ga mi vsi dihamo, za odnos do narave, ne? In to ni samoumevno. To ne sme biti samoumevno. In seveda, narava je naše osnovno okolje. Ko govorimo o Sloveniji, kaj imamo v mislih? Gozdove, vode, gore, zrak, lepote. To ni dano za vekomaj, ne? In to je velika kvaliteta življenja. Ponosni smo, veseli smo, ko prihajajo tujci v našo državo in si pravijo, kako je lepo pri vas, kako imate čudovito naravo. Te dragocenosti se moramo zavedati, kajti ob taki naravi smo lahko tudi ljudje dobri, kvalitetni, bolj plemeniti. In seveda uničevanje okolja s takimi posegi, to je barbarsko dejanje, za katerega dejansko ni nobene potrebe v sodobni družbi, nobene potrebe, ni nobenega razloga, večji dobiček, šlamparija pri izvajanju nekih okoljskih standardov, to je nesprejemljiv izgovor, če taki izgovori obstajajo. Ali je ravno to eden od tistih primerov, v katerih bi se recimo vi kot predsednik oglasili in povedali to, kar ste Prav gotovo in to še marsikaj. Ne nazadnje, v večini teh tem, o katerih midva zdaj govoriva, so tudi kratke izjave na moji Facebook strani, ne delam reklamo za njo, samo povem, da se že oglašamo v tem, dajemo izjave. Ne. Sicer kot tisti, ki je najavil kandidaturo, torej to še vedno ni neka formalna, pravna, zavezujoča drža, ampak kaže pa o tem, na to, o čem razmišljam, kakšni so moji standardi, kakšni so moji principi in kaj treba imeti v mislih. Ne. Kajti ne nazadnje, kakšni bomo, ne,
ljudje, kakšna bo naša država, če ne bomo sposobni skrbeti za okolje, v katerem živimo. Hočemo živeti v lepem zdravem okolju, ne da? To je pa ena največji užitek. Mislim, to je popolnoma preprosto, če tako gledam. Vsi, tudi tisti, ki kdaj so krivi, ki zakuhajo kak ekološki škandal. Tudi tisti ljudje, ki so za to krivi, kdorkoli so že to, ne, živijo v tem okolju. Vi ste v okolju, ne? In te stvari je seveda treba komunicirati z državljani. Omenili ste svoj profil na družbenem omrežju Facebook. Pravzaprav, če si pogledamo družbena omrežja, pa ne samo Facebook, tudi ostala, Twitter, Instagram, vidimo, da večina politikov, večina vladajočih struktur ima ta omrežja oziroma ima profile na teh omrežjih, da komunicirajo tako ali drugače. Verjetno je to neizbežno. Ja, jaz mislim, to je trend, to je podobno tako kot danes ima praktično že vsak polnoletni slovenski državljan avtomobil. To je jasno. Je pa seveda vprašanje, je pa seveda stvar v tem, zakaj to uporabljamo, ne? Bom dal primerjav, ali beremo dobre knjige ali slabe knjige, ne? Se učimo iz dobrih knjig ali slabih knjig, torej ali uporabljamo ta družbena mreža za to, da posredujemo neka svoje stališče, poglede na to, kako živimo, kaj živimo, ali pa gre pri tem za neko čisto osebno reklamiranje samega sebe, v lastno zadovoljstvo, zakaj pa ne? Ampak seveda, človek bi pričakoval, da so ljudje na odgovornih državnih in političnih funkcijah tisti, ki bodo ta spletna omrežja, družbena omrežja uporabljali za to, da s svojim vplivom vplivajo na razmere v državi, na razvoj države, družbe, na boljše materialno življenje, na urejanje družbenih vprašanj. Nočem zdaj tule politizirati, ampak to je naloga politikov. Poglejmo recimo dva najbolj izstopajoča politika v svetovnem merilu, ameriški predsednik in nemška kanclerka. Ne? Nisem še nikoli slišal, da bi nemška kanclerka pisala kakšnekoli tvite, verjetno tudi nima časa, ne? Pa ji lahko samo se poklonimo, kako zelo uspešna predsednica vlade oziroma kanclerka, kako se je recimo zavzela velikokrat pred nekaj leti v času tiste velike avtomobilske krize za velike nemške avtomobilske velikane. Torej, družbena mrežja so danost in lepo je tako, ker nam zelo pri tem koristijo, mi pa dajmo seveda poskrbeti, da bomo vsak v svoje pozicije jih uporabljali za to, da bomo krepili pozitivno držo, razvoj države in da bomo prispevali k nekem splošnem dobrem vzdušju. Ne? Kaj pa odnos z državljani oziroma z uporabniki teh omrežij? Verjetno v vašem primeru poudarjate vsebino, poudarjate, da boste to svojo vsebino komunicirali prek teh omrežij. Kaj pa povratna informacija s strani državljanov? Je kar precej odziva. Jaz sem mojo kandidaturo najavil v sredini aprila, ne? S tem spletnim profilom Facebook smo pričeli malo prej, ko sem imel predstavitev nekaterih knjig in smo v teh nekaj mesecih prišli tam na 800-900 sledilcev vsak dan, kar mi pravi, da je za slovenske razmere veliko, tudi po 3000 všečkov pride in tako naprej. Jaz to seveda gledam kot način sporočanja tistega, kar sem jaz, zakaj kandidiram zakaj sem najavil kandidaturo za predsednika države v tem smislu. Če bi tega ne počel, bi teh objav bilo bistveno manj, ker bi tudi verjetno ne bile zanimive za ljudi, ker pač zakaj bi pa bile, ne? In zato se mi zdi pomembno poudariti. Torej, ko uporabljaš te profile, ne, če jih uporabljaš za neke namene kot zdaj jaz, mora biti to temeljiti na vsebini, na kvalitetni vsebini. Če jih pa človek uporablja za zabavo, za prijatelje, potem pa to druga stvar. Ne? Ni pa dobro, če se to prekriva oziroma meša, oziroma če se, ali pa kadar se, ta osebna promocija izvaja v nekem političnem kontekstu, kar tako brez pravi vsebin. To se mi pa ne zdi najbolj pošteno, iskreno. Kaj pa rast popularnosti oziroma prepoznavnosti, bolje rečeno? Omenili ste zdaj, da raste vam na omrežju Facebook, da imate različne kanale, po katerih komunicirate. Pa vendar, če pogledamo v slovenskem prostoru, sedanji predsednik Pahor, on ima prepoznavnost zelo veliko. Ali je možno doseči, preseči to? Verjetno je, ne vem na kak način, tudi nimam te ambicije,
ampak mislim, da je jaz, če rečem športno primerjavo, vsak svetovni rekord je možno preseči. Ne. Vprašanje je samo odločitve, treninga, investicije, cene, ne, ampak ko govoriva o najvišjih funkcijah v vsaki državi, jaz ne vem, če je dvomim, če je uspešnost iz upravljanja funkcije. Omenil sem predsednika Trumpa in kanclerko Merkelovo, če je ta uspešnost odvisna od popularnosti osebe in prepoznavnosti na spletnih omrežjih. Jaz dvomim, da je to samoumevno, ne. Seveda, tak človek je prepoznaven zelo, tako veliko dela na spletnih omrežjih, vprašanje pa je, a je ta prepoznavnost jamstvo za kvalitetno upravljanje funkcije. Jaz mislim, da v principu sama po sebi ni in to je pomembno pri tem vedeti. Ne? Kaj pa promocija države? Predsednik, omenili ste, da je vloga predsednika tudi promocija države. To je tudi del tega. Na kakšen način pravzaprav potem bi moral predsednik promovirati državo navzven? Ker vemo, da družbena omrežja so dostopna po vsem svetu, tudi profile mi v Sloveniji beremo oziroma si ogledujemo od vseh politikov oziroma imamo možnost si ogledati profile politikov po vsem svetu. Na ta način recimo je ena možnost. Ja, prav gotovo, ampak tu bi jaz dodal en pomislek ali pa podpiče, če tako rečem. Ne. Verjetno ameriški predsednik Trump res sam piše tiste tvite, predvidevam, ne. Ampak lejte, če bi pogledali recimo kakšnega zelo zaposlenega politika, predsednika države, predsednika parlamenta, predsednika vlade, se nima časa 3 ure napisati sporočila na Facebooku in na Twitteru. Torej nima časa. Ne? Mislim, da je to dejstvo. Torej pomeni, da morajo to delati drugi. Torej potem spet ne gre za neko to osebno pristno držo. Mislim, da je treba ta spletna omrežja uporabljati za promocijo države, ampak seveda, da je to ni odvisno od osebnosti konkretnega predsednika, kateregakoli, ampak od tega, kakšne so vsebine, ki jih zastopa, kaj so njegove vrednote in potem lahko drugi na vse tega izdelajo ta poročila in neke vrste skozi to uresničujejo program in poglede. Recimo podarki izgovorov in tako naprej. V tem smislu je to sigurno koristno in potrebno, ne, da bi mi imeli iluzijo, da lahko predsednik katerekoli države 2 ure na dan piše Twitter in Facebook. Jaz mislim, da to ni izvedljivo, če pa to počne, pa ne vem, če je to ravno namen predsednika kateregakoli, pa ne vem, če kdo to počne, ampak govorim, komentiram vlogo in pomen teh družbenih omrežij, ne, in z tega vidika je to neizpodbitno dejstvo, po drugi strani, kot sem rekel, je potrebno, ampak ne vem, če lahko to jemljemo kot res odraz konkretnega dela tistega posameznika, ki je to preveč zahtevno, preveč osebno. Tudi spletna omrežja so zelo dober vidik komuniciranja s posameznimi državljani. Ampak, gledajte, sej, če dobiš vsak dan, ne vem, 500 tweetov, ne, od 500 državljanov, pa to v eni državi, kot je Slovenija, ni veliko, ne, vse ne zmoreš na vse to odgovoriti, ne. Torej, tudi to ima svoje fizične meje in je treba neke stvari verjetno drugače delati, na drugačen način. Ne. Katere so po vašem mnenju prioritete predsednika oziroma njegovega delovanja? Jaz pri teh rečeh izhajam iz ustavnih določb, kot je to zapisano v ustavi in kot se tudi potem to razlaga. Torej, predsednik mora se svojo moralno držo nastopi v javnosti, se oglašati pri ključnih vprašanjih, povedati včasih, kaj je prav, kaj ni prav, še večkrat pa povedati svoje mnenje. Ne. Potem delovati mora povezovalno, pomirjevalno, zato da se v njem vidi nekega stabilnega garanta družbe, države, včasih smo temu rekli oče naroda, ne neki prispodobi. Torej, prebivalci morajo v predsedniku videti osebo, ki je zanesljiv garant njihove varnosti, stabilnosti, samozaupanja, samozavesti. Ne. Potem seveda so tu zakonom določene pristojnosti kot predsednik vrhovni poveljnik obrambnih sil, kar je zelo pomembna funkcija. Ne. Kadar je država ogrožena, je treba seveda poveljevati obrambnim silam in tu gre za izjemno resne zadeve. Podobno je takrat, kadar predsednik podpisuje akte za zakonodajno močjo, če se parlament in vlada ne morata sestati, ponovno je izjemno zahtevna situacija, ki zahteva velik premislek in pa razumevanje situacije vsakega človeka, posameznika, da ne bo dodatno ogrožen s tem tako izjavo, s takim aktom, ampak da bo pomiren. Potem je cela vrsta predlogov za različne imenovanja, ustavni sodniki, predsednik protikorupcijske komisije in tako naprej. Tu je treba imeti en občutek za tisto, kar je pravično. Ne. Mislim, da je
grški filozof, mislim, da bi Aristotel, ki je dejal, voditelj mora delati tiste stvari, ki so pravilne, ne pa se truditi biti povšeči vsem. Torej, ne, recimo, s tem, ko predsednik, ko predlaga državnemu zboru v potrditev, v izvolitev funkcionarje na različnih visokih mestih, ne, lahko vpliva na sistem vrednosti v državi in vrednot. Da predlaga izkušene, preverjene, zanesljive in da nima pred očmi prvenstveno politično stališče teh ljudi. Vsak od nas ima neko politično prepričanje, ki ga nese s sabo in že to veliko. Ne? Ampak da na ta način poudarja, recimo, ne vem, strpnost, neke splošno moralne veljavne vrednote, ne pa da se predlogi za taka imenovanja jemljejo kot neko vzdrževanje ravnotežja, češ samo, da ne bo nič narobe. Ne. To recimo so vse različne priložnosti, skozi katere predsednik vpliva na standard življenja, vrednote v državi. Ne nazadnje, s takim oglašanjem se lahko pokaže poštenost, pravičnost, strpnost, nastopi proti opozarjanju na recimo sovražni govor, na to, da neka zgodovinska dejstva so jasna, kot je bil holokaust, genocid in tako naprej. To vse so priložnosti, kjer se je potrebno oglasiti in postaviti standarde. In jaz mislim, da ljudje to pričakujejo. To je moje iskreno prepričanje. Da je predsednik tako rekoč nekakšen oče naroda. No, med enega od očetov naroda smo smatrali tudi pokojnega dr. Franceta Bučarja. Njega ste vi izpostavili kot enega tistih, ki so vplivali na vašo odločitev za kandidaturo. Kakšen je bil pravzaprav njegov vpliv na vas? Na kakšen način sta komunicirala? Mi smo imeli v minulem desetletju veliko pogovorov, 3-krat, 4-krat, včasih 5-krat na leto so se dobila za urco, pol drugo urco in so se pogovarjali o različnih zadevah, o naši politiki, svetovni politiki, morali, knjigah, o njegovi zgodovini preteklosti in tako naprej. Do teh najnih srečevanj je verjetno prišlo čisto spontano. Jaz bi težko rekel, kaj bi tisti konkreten povod. Sva pa v preteklosti sodelovali pri nekaterih projektih, recimo, ko sem bil konzul v Celovcu, prvi slovenski konzul, je takrat France Bučar, dr. Bučar prišel kot predsednik slovenske skupščine na otvoritev, se odzval temu mojemu vabilu, izjemno spontano, prisrčno in seveda, kot vemo, je dr. Bučar vkorakal na čelo partizanskih enot, ki so osvobodile Celovec in potem je seveda govoril o teh rečeh in se je zelo pristno in iskreno odprl in pri nekaterih knjigah so sodelovali skupaj in skozi to se je ustvaril nek pravzaprav prijateljski odnos, me je kar vzel za svojega, lahko tako rečem, in sem tega zelo vesel, sem mu zelo hvaležen za vse to, ker pravzaprav jaz sem po letih dosti mlajši od njega, on je veliko predstavljen, jaz sem neka druga generacija in tak odnos ni samoumeven. Še posebej se spomnim, mislim, da je bilo leta 82 ali 83, jaz sem takrat že delal v Krški papirnici, sem bil povabljen en seminar poslovnih delavcev v Kranj in na tistem seminarju se je dr. Bučar pojavil prvič v javnosti po dolgih letih svojega izobčanja. On je bil praktično izločen iz javnega življenja leta 74 oziroma 75 in se ni smel pojaviti v javnosti. Jaz sem na tisti seminar prišel kot predstavnik iz papirnice Krško, sedim v drugi vrsti in potem prekoraka dr. Bučar in začne govoriti eno svoje briljantno predavanje in me je takrat v bistvu pravzaprav prevzel. Jaz sem takrat slišal, sem ga videl prvič v življenju, zanj sem slišal drugič. Prvič sem slišal, ko sem bil študent leta 75, ko se je šušljalo o tistih čistkah na univerzi. In seveda, on je v tem smislu naredil na mene velik vtis pokončnega človeka, pogumnega, odločnega, ki pove svoje mnenje, ki zastavi svojo besedo in če ugotovi, da se zmoti, pa to praktično ni bilo nikoli, je potem tudi to popravljeno sprejeti, obrniti. Predvsem me je prevzelo tisto njegovo veliko zaupanje in odkritost v najnih pogovorih. Pravzaprav tega njemu ne bi bilo treba, v končni fazi. Jaz sem tega vesel in na ta način me je spodbujal v marsičem, moram to reči. Čisto, to so moji osebni občutki in sem tega seveda zelo vesel in sem mu zelo hvaležen za vse to. Tudi v tem, da vas je spodbujal k tej kandidaturi za predsedništvo? V bistvu me na zadnjih 2-3 srečanjih takrat nisva vedela, da bodo do zadnja spodbuja, aktivno posežen v slovensko politiko, kot je rekel, jaz sem nekako bil rezerviran do tega, čeprav
sem bil vesel teh njegovih spodbud in mi je to v veliki meri pripomoglo k eni taki odločitvi, oziroma predvsem k pogumu. Jaz mislim, da če človek stopi v politiko v teh letih, kot sem jaz, potrebuješ pogum, pa tudi eno voljo, da se to greš, pravzaprav, če tako rečem. Ne. Tako počasi se približujeva zaključku najnega pogovora, pa vseeno mogoče pred tem, kaj vam pomeni domovina, domači kraj, domači ljudje? Veliko. Domovina, ti si kako zdravje, kdo že to rekel, šumijo gozdovi domači, ne? To je ena lepa pesem in tako naprej. Jaz izhajam iz slovenskega podeželja, z ene vasice Pohancev, kot veste, to vse posod piše, vsi jo citirajo, sem vesel tega in sem zrastel, odraščal na podeželskem okolju v 60 letih in vse, kar sem se temeljnega naučil v življenju, vse, kar sem spoznal, izhaja iz tistega časa. Odnos do narave, odnos do ljudi, do preprostega življenja, do neke plemenitosti, solidarnosti, pomoči, morda predvsem do tega, da narava nikoli ne počiva. Ne? Torej, narava počiva, ne? Rečemo, da po zimi narava spi, ampak kljub temu dela naprej in mislim, da če ima človek en tak ritem, si ustvari nek spoštljiv odnos do dela, do tega, da zna ceniti rezultate dela, da pomaga drugim, tistim, ki morda tako ne gre ali pa so potrebni pomoči in da je v tem smislu odprt, dobre volje, spravljiv in da pričakuje veliko, morda ne nemogoče, ampak veliko. Torej, mene je v tem smislu to moje podeželje, posavsko podeželje, ki je za mene neka ponazoritev kateregakoli podeželja v Sloveniji, ne, spremlja ves čas, se rad vračam domov, seveda se je to moja vas zelo spremenila vmes, ne, je popolnoma drugačna, kot je bila, ampak jo nosim s sabo, prihajam domov in mi je to ena izjemno velika opora vsak dan, v vsakem dnevnem poslu in v tem okviru tudi moja navezanost na mojo nekdanjo osnovno šolo. Jaz sem zelo ponosen na njo, sem vesel, da imamo toliko stikov z učenci. Moj oče je hodil vanjo pred mnogimi leti, moj stari stric Janez Jazbec, ki je v Ameriki postal John Jazbec, je to odprl prizidek ob mislim, da okoli leta 80. Mislim, da človek mora imeti sabo svoj domač kraj, kot oporo, kot tisto, na kateri stojiš in odkoder greš lahko visoko navzgor in ni dobenih omejitev pri tem. In čisto za konec le še misel, zakaj menite, da boste dober predsednik Republike Slovenije? Zaradi pristnosti, iskrenosti, zaradi tega, ker nosim s sabo občutke in poznavanje preprostega človeka, tudi tisti na najvišjih državnih položajih, zaradi poguma, samozavesti in odločnosti in temeljne življenjske pripravljenosti to deliti za vsakomur, to počnem že celo življenje. Tako, in s to mislijo zaključujeva današnji pogovor. Dr. Milan Jazbec, hvala lepa za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. Ja. Hvala. Spoštovani gledalci, drage gledalke, vam pa le še hvala za pozornost in nasvidenje.